Vsakič, ko se peljem z majhno kombi limuzino, se vprašam, zakaj res vsi hočete imeti križanca, če pa tole toliko bolj prijetno zapeljati in nasploh dostikrat tudi za uporabljati. Audi vam je ob prenovi ponudil A3 celo v različici All Street, ki je nekoliko višja, da bi vas lažje premamil za nakup. Takšno smo že imeli, no tole je pa čist navaden A3 z opremo S-Line in je super. Pustimo to, da je zelena barva malo posebna in bi se kakšen jager kar zlil z gozdom. Meni je po svoje všeč, sem pa na njen račun slišal kar nekaj kritik. Ni pomembno, vi si boste A3 izbrali v takšni barvi, ki vam je bolj všeč, bodo pa dodatki pri opremi S-Line poskrbeli, da bo avto res dobro izgledal. Recimo črna ogledala, pa huda platišča, spoiler zadaj, pa tako naprej. Sicer je pa A3 podobno velik kot križanec Q2, od katerega je malo daljši, pa malo bolj prostoren, je pa vseeno bistveno manjši kot pa Q3, ki je veliko večji avtomobil, če vas je slučajno zmedla številka 3 v oznaki. Pač povem, da si boste lažje predstavljali. Za 4 potnike je tukaj dovolj prostora, prtljažnik je s 380 litri, pač za segment povprečno velik, ampak se vsi ne potrebujete ravno ogromno prostora. Izdelava je super in tole okolje mi je zelo všeč, celo bolj kot pri najnovejših avtomobilih, ker je zaslon manjši, pa je zato lepše integrirano tole celoto, veliko je fizičnih stikal, vse štima. Zakaj je A3 boljši kot podobno veliki križanci? Zaradi bolj tihe kabine, okrog katere se na avtocesti zrak smuka bolj elegantno, pa zaradi tega, ker je podvozje lahko bolj udobno, pa se hkrati ne nagiba preveč. V mestih, na parkiriščih je A3 zgledno okreten in prijeten, dosti boljši je tudi, če se želite zapeljati malo bolj dinamično. Res se lepo pelje in občutek na volanu je fajn. A3 seveda spada v segment premijskih kombi limuzin, kjer je cena pač višja in vse to upravičeno pričakujemo, ampak je nasploh v segmentu tole eden najbolj prijetnih avtomobilov. Dejansko me spet moti samo ta 1,5 litrski bencinski motor s 110 kW moči, kjer je tečen. Nenehno izklaplja valje ali pa mu elektromotoru kaže, da se izključi kar kompletno, potem pa cuka ali pa anemično nikamor ne potegne, ko se je treba hitro zbuditi in speljati. Si nisem mislil, da bom kdaj to rekel, ampak 2.0 TDI je boljši in bolj prijeten motor. Oziroma, še bolje, 2-litrski turbobencinski stroj in seveda A3 z oznako S3. Vem, tisti je pregrešno drag, ampak tudi tale iz neke dodatne opreme pregrešno drag, pa ima osnovni motor.